Ali nam lahko predstavite delovanje čebelarskega društva? Čebelarsko društvo Dolomiti Polhogradec stvari pokriva področje občine Dobrova Polhogradec, Horjul in del Viča, pa recimo do Ljubljane, recimo še veliko Ljubljančanov čebelari na področju Polhogradskih Dolomitov, tako da so veliki včlanjenih v to društvo. Društvo šteje okoli 110 članov, ima tam okoli 3500 do 4000 panjev čebel in zaenkrat deluje dobro. Sedež čebelarskega društva je v Polhogradcu 72, od gradu takoj naprej. V zadnjih 3 letih smo čebelarski dom, ki je bil zgrajen leta 1976, smo ga kompletno prenovili, obnovili streho, uredili fasado, toplotno izolacijo, tako da je stvar pripravljena na kar v redu urejena. Je pa tako, da imamo, lansko leto smo organizirali čebelarski praznik za celo Slovenijo. Čebelarski praznik je bil, obiska je bilo okoli 1500 ljudi, tako da je bila kar nekak ena taka predstavitev društva, tako da drugi nam kar malo zavidajo, da nam še tako dobro gre. Kakšna je vloga čebelarjev pri ohranjanju okolja? Čebelarji smo zelo pomembni, recimo, da skrbimo za naravo, da čebele oprašujejo. Vemo, da recimo 60-70% rastlin, ki so oprašene, ki jih oprašujejo čebele, je pridelek boljši, sadje pa vse skupaj je bolj kvalitetno, tako da se veliko stvari je recimo povezanih z opraševanjem, ker spomladi vemo, da edine čebelje družine so takrat, ko sadje cveti v mesecu aprilu, toliko številne, da to lahko opravijo. Čmrlji pa vse ostale žuželke niso sposobne takrat večjih nasadov ali pa kaj podobnega oprašiti v taki meri, da bi bilo to kvalitetno oprašeno. Kakšno je delo čebelarskega društva Dolomiti na tem področju, ter kakšne so vaše aktivnosti? Čebelarsko društvo Dolomiti vsako leto za čebelarje organizira 1, 2 ali pa 3 predavanja iz teme varstva čebel, tehnologije čebelarjenja, tečaje za mlade čebelarje, potem vse, kar gre recimo iz tem. Ukvarjamo se tudi z boleznimi, ki se včasih pojavijo, ampak to je bolezni so že stalnica. Trenutno imamo težave z varojo, tako da organiziramo tečaje za apitehnične ukrepe, to pomeni za zatiranje tega škodljivca. Drugače pa organiziramo enkrat na leto piknike, podobnega, da se čebelari srečajo, da se družijo, da se izmenjujejo izkušnje. Potem, kot sem že prej rekel, imamo čebelarski dom v Polhogradcu. Potrebno je, da se vsaj 2-krat, 3-krat na leto dobimo, okolice je treba urediti. Kakor doma, recimo, je treba okoli hiše pospraviti, čebelari smo vestni in marljivi, tako da uredimo okolice in pospravimo. Kaj nudite za člane oziroma tudi širše za vse ostale uporabnike? Za čebelarje nudimo, posredujemo in jih izobražujemo, kot sem že rekel, glede zdravljenja čebeljih družin, glede usmerjanja drugih čebelarjev, ki pripeljejo čebele na naše področje, na pašo. Se pravi, morajo imeti pregledane čebele, morajo biti prijavljeni, vse mora biti legalno, ko pripeljejo čebele na našo pašo, tako da je treba to. Drugo je pa potem, da sodelujejo naši čebelarji z njimi, da v določenih predelih ni preveč čebel, ker je paša, takrat so lahko čebele, drugače pa čebele ne smejo priti na naše področje. Kaj počnete na področju promocije čebelarstva, osveščanja o pomenu čebel za našo prihodnost? Čebele so zaenkrat, recimo, tisti Einsteinov izrek pravi, ko bojo čebele izumrle, da je ne ve, če je točno njegov to,
ampak rečeno je pa bilo nekaj let za tistem, ker čebel ne bo več, da tudi ljudi ne bo več. To je en tak pomemben izrek. Mi delamo in osveščamo recimo predvsem mlajše, na sejmih, recimo takole, ko se prodaja med, recimo osveščamo že iz plakati pa z drugo stvarjo recimo, kar je pa v vrtcih recimo in šolah vsako leto zdajle že več kot 10 let. Čebelarsko društvo čebelari zberemo okoli 70-80 kil medu in ga podarimo šolam in vrtcem. Takrat na čebeli zajtrk ali ta medeni zajtrk v mesecu novembru, to je nekje okoli 18. novembra, pripravimo za vse vrtce na Dobrovi, Horjulu in Pohorju predavanje, da se mladi osvestijo, kaj pomenijo čebele, kaj je recimo to, da uživamo med, da smo zdravi in kako je treba skrbeti za okolje. In še nekaj bi poudaril tlele. Poudarjamo tudi to, ker se zadnje leta ni več, mi smo začeli, čebelari smo začeli s tem, ampak prej je bilo bolj poudarek na samem medu, od zdaj naprej je pa tudi poudarek, 2 leti že sodelujemo s kmetijskim ministrstvom, da je pridelava hrane v domačem okolju zelo pomembna, da je recimo bolj zdrava, da ni pripeljana od daleč iz drugih krajev, da je manj prevoznih stroškov, manj je obremenjena z dodatki in da je treba na tem veliko več delati. S kom vse sodelujete in se povezujete? Čebelarsko društvo, recimo mi, kot sem že rekel, čebelari sodelujemo med sabo. Kot sem že povedal, recimo obnovili smo čebelarski dom, ki je bil zgrajen pred dobrimi 30 leti. Čebelarsko društvo organizira za čebelarje delovne akcije. Kot sem rekel, smo lansko leto čebelarski praznik v Pohorju speljali. Je bilo preko 1500 ljudi na tem prazniku. Organizirali smo res, tako da je bilo zelo obiskano, zadovoljni so bili vsi, čeprav je bilo kar veliko dela. Drugače pa sodelujemo v Ljubljanski regiji, recimo Čebelarska zveza, čebelari smo razdeljeni na regije in Ljubljanska regija, dobivamo se tako enkrat, dvakrat, trikrat na leto in si organiziramo potrebne dejavnosti, ki so glede čebel pomembne. Kako sodelujete z vrtcem in šolo v Horjulu? Z vrtcem in šolo delujemo dobro, tako da, kot sem že rekel, je na 18. 20. novembra, kadar pride tisti petek, recimo, pridemo vsako leto, naredimo eno predavanje, včasih naredimo tako, da naredimo po skupinah, lansko leto smo naredili za vse skupaj, tako da drugače naredimo pa po starostnih skupinah, da otroci lažje razumejo to. Malčkam moraš povedati druge bolj enostavne stvari, majhnim starejšim, 6 let starem, lahko poveš malo več. Kar je pa recimo iz šolo sodelujemo tako, da smo zdajle, jaz sem recimo mentor, je ravnatelj, Primož Grafol, jaz sem njegov pomočnik, tako da po potrebi sodelujemo. Čebelari pridejo do mene, do mojega čebelnjaka, pogledamo čebele, kar je pa letos smo postavili ta nov čebelnjak za toliko in toliko družin, da bojo oni lahko imeli. Zdajle bomo naselili čebele še noter, zraven, kot sem že rekel, bojo imeli vrtiček, tako da bojo še lahko malo gredico naredili, malo zasijali rožice, posadili smo nekaj lip, tako da bo en tak lušten kotiček, ki bojo nekako prikazali. Hvala za vaše sodelovanje. Hvala tudi vam za obisk. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.
mojem srcu je nemir, na jesenski ta večer, čiček pesem je odpel, a meni spomine čas je vzel. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zavišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, prastari čebelar. Pozabi vas nikdar,